prvo predavanje. Kolegica Jedrt Maurer-Vernik nam bo predstavila trenutno situacijo v Evropi in v Sloveniji. Ja, lep pozdrav. Tole je zemljevid trenutne situacije oziroma glede na podatke vzete iz sistema Evropske unije za poročanje in obveščanje o boleznih živali. Zemljevid je bil narejen danes zjutraj, ampak v tem času se je situacija že dosti spremenila. Pravzaprav največ novih primerov je prijavila Hrvaška, več kot 20 izbruhov pri domačih prašičih. Tudi Srbija še dodatno izbruhe, vendar pa v bistvu na istih lokacijah. Če pogledamo sliko, v bistvu je bolezen, kar se tiče severa, Poljske in Nemčije, več ali manj na istih območjih. Prav tako se bolezen na Madžarskem ne širi. V zadnjem času so bila določena območja izvzeta iz območij z omejitvami, tukaj na jugovzhodnem delu. Situacija v Srbiji je zanimiva. Že leta je v bistvu omejena na območje, na vzhodni del države in južni del države. Nekako do hrvaške in bosanske meje ne pride, po uradnih podatkih. Prav tako je situacija v Severni Makedoniji, izbruhi so na severovzhodu, prenos na daljšo razdaljo na zahodni del države pri divjih prašičih. Enako bolezen nekako potuje v Grčiji, v zadnjem tednu so novi izbruhi bolj na zahodnem delu države. V Italiji se bolezen prav tako širi počasi na celinskem delu, na Sardiniji je situacija dokaj umirjena oziroma ugodna. V okolici Genove so nove primere našli že na območju Lombardije, v bistvu iz prvotno okuženih Piemonta in Ligurije je preskočila bolezen tudi na območje Lombardije. Približuje se Emiliji Romanji, to so v bistvu območja v Italiji, kjer je gostota prašičev izredno visoka, zato jih tudi zelo skrbi. Potem imajo izbruhe v okolici Rima in pa na jugu Italije, kjer se bolezen širi tako pri domačih kot pri divjih prašičih. Tukaj vidimo ob meji med Bosno in Hrvaško so primeri večinoma pri domačih prašičih. Bosna še ni prijavila nobenega primera pri divjih, Hrvati zaenkrat le 3. Enega na območju Vukovarsko-sremske županije, to je te prvotno okužene, kjer je tudi gostota domačih prašičev največja. In pa pri divjih prašičih enega na tem območju, 2 pa dosti bolj zahodno, enega v Sisačko-Moslovački županiji in enega v Karlovački, ta je tudi najbližji nam, nekaj 50 kilometrov oddaljen od meje s Slovenijo. Če pogledamo še po državah, kot sem rekla, od zjutraj je novo prijavljenih 20 primerov izbruhov na Hrvaškem. Tudi Bosna je iz 23 primerov, ki jih je imela prijavljenih še v prejšnjem tednu, prijavila več kot 20 novih izbruhov, največ jih prijavlja Srbija. Pri divjih prašičih se situacija tako drastično ne spreminja, vendar je še vedno največ primerov prijavila Poljska. Veliko tudi Slovaška, Italija, tako da bolezen oziroma situacija je kar dinamična. To je zemljevid regionalizacije, to so območja z omejitvami zaradi afriške prašičje kuge, ki so objavljena v uredbi Evropske komisije. Rdeča območja so območja, kjer je bolezen najbolj dinamična, kjer se pojavlja pri domačih prašičih. Rozasto so območja, kjer je bolezen prisotna samo pri divjih prašičih. In modra so pa območja, v bistvu zaščitna območja, to so območja brez bolezni, kjer se pa izvajajo določeni ukrepi, kot je poostreno spremljanje, kakšne omejitve v prometu. Poleg tega imamo pa še tale lila in pa rumena območja, to so pa
območja, v bistvu novo okužena območja, kjer se vzpostavijo zaščitno ogroženo in pa okuženo območje. To je zemljevid iz petka prejšnjega tedna. Vidimo, da območji na Hrvaškem, ki so povezana z izbruhi pri divjih prašičev, še ni, tako da v bistvu nekako je težko dohajati razvoj situacije sprotno. Zaenkrat, glede na preiskano, smo prosti afriške prašičje kuge, vemo, da cepiva ni, zdravila ni, tako da vse napore vlagamo pač v preventivne ukrepe, se pravi v preprečevanje vnosa bolezni, tako v državo kot v reje, in pa na ozaveščanje oziroma na zgodnje odkrivanje, ker čim prej v bistvu ugotovimo, da imamo bolezen prisotno, hitreje lahko ukrepamo in bolj učinkoviti so lahko taki ukrepi. Spremljanje zdravstvenega stanja živali, preiskave na APK izvajamo vse od leta 2014, tako pri domačih kot pri divjih prašičih. V letu 2014 se je prvič bolezen pojavila na območju Evropske unije. V tem letu smo izvedli tudi prvo simulacijsko vajo, da smo ocenili pripravljenost. Število vzorcev je v veliki meri odvisno tudi od ozaveščanja, od opozarjanja na pomen zgodnje prijave suma. Od leta 2018 je obvezna prijava vsakega najdenega poginulega divjega prašiča oziroma povoženega. To se nekako odraža tudi ta aktivnost ozaveščanja na samem številu prijavljenih poginulih oziroma povoženih divjih prašičev. V letu 2022 je bilo skupno preiskanih 393 redno odstreljenih prašičev po odredbi, to je spremljanje, ki se izvaja že zelo dolgo. Začelo se je z nameni klasične prašičje kuge, sedaj za afriško prašičjo kugo. Kot sem rekla, 393 krvnih vzorcev je bilo preiskano, vsi so bili negativni, in pa 258 povoženih oziroma poginulih divjih prašičev. Spremljanje izvajamo tudi pri domačih prašičih, tudi z namenom zgodnjega odkrivanja. Preiskave se izvajajo na poginulih prašičih. Na velikih farmah se vzorči vsako 10. poginjeno plemensko svinjo in tedensko prve 3 poginjene prašiče. V ostalih obratih oziroma gospodarstvih pa se vzorči 2% pogin, ki ga odpelje VHS. Poleg tega se izvajajo tudi preiskave abortusov oziroma obvezna je prijava abortusov in pa potem preiskave na APK. V lanskem letu smo skupno pregledali 778 poginjenih prašičev iz 279 obratov in pa 4 abortuse. Vsi rezultati so bili negativni. V letu 2020 je bil sprejet zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, ki je v bistvu ključnega pomena za ukrepanje pri divjih prašičih, ker so pristojnosti in odgovornosti razdeljene med več različnih služb. Tukaj z zakonom se to jasno razmejuje, jasno določa, kdo je za kaj odgovoren. Ukrepi so razdeljeni glede na stopnjo tveganja, se pravi mirnodobni ukrepi, ukrepi, ko se stopnja ogroženosti poveča, se pravi se situacija APK v okolici zaostruje, in pa seveda potem ukrepi po potrditvi bolezni. In prvi del tega zakona je usmerjen predvsem v preventivne ukrepe, se pravi ozaveščanje o pomenu, o ravnanju, o potrebnem ravnanju, da bi se preprečil vnos, da bi se preprečilo širjenje. Tako smo v letu 2021 izvedli kategorizacijo rej prašičev glede na biovarnost. Vsak rejec je prejel takole označevalno nalepko za rejo. Na počivališča ob večjih prometnicah so bile postavljene opozorilne table glede odstranjevanja odpadkov. Kakor vemo, je najpogostejši vzrok vnosa ali pa
raznosa na daljše razdalje človek s svojim neodgovornim ravnanjem. To je v več jezikih pač napisano glede odstranjevanja odpadkov, hrane v pokrite zabojnike. Te table so bile postavljene na 164 lokacijah. Kljub temu najdemo situacije tudi takšne, to so odvrženi oziroma puščeni sendviči na počivališču, kar je krasna iztočnica za recimo začetek kakšne zgodbe. Prav tako neurejeno odstranjevanje odpadkov. V zvezi s tem obveščamo oziroma opozarjamo upravljavce počivališč oziroma cest, da prilagodijo odvoz odpadkov turistični sezoni, pretoku potnikov, tako da ohranjajo to čim bolj čista oziroma primerna. Kot sem večkrat povedala, ozaveščanje je ključno, tako za rejce, na strani rejcev. Predvsem poudarjamo pomen biovarnosti, se pravi s svojim ravnanjem najlažje preprečijo vnos, tako v rejo, kot tudi seveda v državo. Na pomen prijavljanja sumov oziroma vsakih sprememb v zdravstvenem stanju prašičev. Če ne dobimo te informacije, ne moremo reagirati, ne moremo ukrepati. Enako pri lovcih, izpostavljen je pomen biovarnosti pri lovu, prijavo najdbe poginulega divjega prašiča. Skratka, vse to, kar lahko vpliva na sam pojav, na širjenje bolezni, poskušamo poudariti v naših obvestilih. Ta namen imamo več akcij oglaševanja oziroma opozarjanja preko radijskih postaj, v TV oddajah, preko socialnih omrežij, objave člankov, razdeljevanje letakov, sploh turistični sezoni na počivališčih, na bencinskih servisih, ob večjih prometnicah. Vključeni smo v evropsko akcijo ozaveščanja, ki jo organizira Evropska agencija za varnost hrane. Prav tako obveščamo tako Slovenske železnice, Ministrstvo za okolje, promet in energijo. Mislim, da je to prav naslov, glede avtobusnega prometa, glede odstranjevanja odpadkov oziroma hrane iz mednarodnih vlakov, iz mednarodnih povezav, se pravi od tam, kjer lahko prihajajo sploh turisti, kjer je možen vir okužbe. Skratka, vse poti, katere lahko uporabimo za to, da bi čim bolj ozavestili, približali informacijo ključnim akterjem. Prav tako so pripravljena obvestila za gozdne delavce, za sezonske delavce, kot vemo, so bili razlog oziroma domneven vnos bolezni v Nemčiji oziroma na zahod Nemčije je bil prav s sezonskimi delavci iz območij, kjer je bolezen prisotna. Vse te informacije in ves informacijski material je dostopen na spletni strani afriška prašičja kuga.si, pač s tem namenom, da je na eni točki vse, tako o bolezni, o ukrepih, o zakonodaji, skratka, vse najdete na tej povezavi. Prav tako smo izvedli celo vrsto izobraževanj in usposabljanj. Izobraževanja za veterinarje in ostale deležnike so potekala v letih od 2018 do 2022. Predvsem v lanskem in predlanskem letu po uveljavitvi zakona smo usposabljali osebe za aktivno iskanje in pa izredni odstrel. Kot zakon določa, je treba usposabljanja izvesti v bistvu še pred pojavom bolezni, tako da takrat, ko pride do česa, da imamo osebe usposobljene, ker je to prvi ukrep v bistvu, ko se začne izvajati po pojavu bolezni na določenem območju. Izvedli smo več kot 50 izobraževanj, usposobljenih je več kot 600 oseb, tako da za začetek najbrž smo pripravljeni. Prav tako je bila izvedena simulacijska vaja, kjer smo preverili to usposobljenost določenih ekip, tako za vzorčenje, za odstranjevanje kadavrov, glede biovarnosti. Tole je utrinek izvajen.
Tole. Sigurno je vedno na papirju veliko lažje, bolj enostaven videti vse. V realnosti so zadeve malo težje, kar smo spoznali tudi na sami vaji. Glede primernosti opreme, recimo velikosti banic za odvoz kadavrov. Vse povsod ni tako lepo dostopno, dostopen teren. Veliko pozornost smo namenili razkuževanju, biovarnosti. Kadavre se odstranjuje iz gozda tudi zaradi tega, ker je to v bistvu največji vir okužbe, nadaljnje okužbe. Kot podporo temu iskanju in odstranjevanju trupel iz gozda je bila razvita tudi aplikacija, ki jo imajo v iskalnici ves čas ob sebi. Ko marsikaj smo se naučili, preverili opremo. In na koncu, zakaj je ozaveščanje tako pomembno? Mogoče poudarjamo samo to ali večinoma to, vendar tole je situacija v regiji. Vidimo, tu so izbruhi na Hrvaškem, primera pri divjih prašičih, tole malo od bližje. To so trenutno zaprta območja oziroma območja pod omejitvami. Modra območja so zaradi primerov pri divjih prašičih. Tukaj vidimo, če je ta primer nekje 50 kilometrov, je samo območje še bližje. Če se le da, odsvetujemo, da se hodi v lov na ta območja, ker tveganje za vnos vedno ostane. To je situacija, v bistvu to je ena vas na Hrvaškem. Te rdeče pikce, to so primeri, v isti vasi je bilo 13 primerov. Največji problem je to, da sum ni bil prijavljen, znaki niso bili prijavljeni. Tole mogoče za pogledati, to je iz ene farme. Med vsemi je bil samo tale prašič, ko je ležal na tleh z znaki, tega prašiča so evtanazirali. Zato je bila situacija to, kot vidimo na sliki desno spodaj. Večina prašičev je poginula. To je pa, se malo slabše vidi, ampak to je pa posnetek te prve divje svinje s kliničnimi znaki, ki so jo odstrelili. Tako da nekaj materiala je. No, in zakaj je tako pomembno? Marsikaj je šlo narobe. Kot so povedali kolegi na Hrvaškem, ni rečeno, da ne bo šlo tudi pri nas, upamo, da ne. Zato v bistvu toliko poudarjamo ozaveščanje, biovarnost. Rejci niso prijavili poginov, tej so se dogajali kar nekaj časa. Slaba je biovarnost bila na večini teh gospodarstev, to so bile več ali manj proste reje, pašni prašiči, nobenih ograj, nobenega preprečevanja stikov z divjimi. Kot sem rekla, poginov niso prijavljali. Prašiče prav tako, kljub temu, da imajo organizirano to veterinarsko-higiensko službo, so prašiče odlagali na gnoj oziroma zakopavali. Seveda je pa v veliki meri najbrž prispeval tudi ilegalen promet s prašiči oziroma izdelki iz Bosne, iz okuženega območja, prav tako iz Srbije. Določene težave so bile tudi pri delu veterinarjev. Dolgotrajno je bilo zdravljenje brez uspeha določenih bolezni, niso postavili suma, recimo na afriško kugo, niso prijavili abortusov, poginov. Skratka, vse to skupaj je botrovalo temu, da je bila bolezen, kakor ocenjujejo, že nekje maja prisotna in se pač tiho širila z vsemi aktivnostmi tako rejcev kot veterinarjev, preden je prvi zbral pogum pa pač posumil na afriško prašičjo kugo. Mogoče samo še tole v zvezi s situacijo, predvsem s tem primerom na območju Karlovške županije, ko je bil pri divjem prašiču prijavljen prejšnji teden, to je ta najbližji primer, 50 kilometrov od naše meje. Se je v petek sestala skupina strokovnjakov na podlagi 18. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge.
Določili so območje z visokim tveganjem. To je območje lovskih družin ob meji z Karlovško županijo. Te družine so bile zbrane glede na lokacijo in tudi glede na višino odstrela. Na tem območju se bodo izvajali tudi določeni ukrepi, kot je aktivno iskanje poginulih divjih prašičev, intenziviran odvzem, se pravi odstrel in pa odvzem z lovkami ter vzorčenje odstreljenih divjih prašičev, izrednega odstrela, pač zato, da se čim prej ugotovi, če bo bolezen prisotna oziroma ko pride do naše meje. Danes se je sestalo Državno središče za nadzor bolezni, ki je to območje, ki ga je predlagala skupina strokovnjakov, potrdilo. Določeni so bili še nekateri drugi ukrepi, tudi recimo za domače prašiče na tem območju, kjer bo v bistvu preiskave se bodo izvajale na vseh poginulih prašičih domačih, ki odpelje VHS. In pa seveda še določeni drugi ukrepi, predvsem pa intenzivirana biovarnost, pojačana biovarnost in pa nadzor nad izvajanjem biovarnosti. Toliko zaenkrat, hvala. Hvala lepa. Mogoče vprašanje, ima kdo kakšno vprašanje? Ne, v redu, potem bomo pa kar nadaljevali. Doktor Irena Golinar on, nekaj o kliničnih znakih in o biovarnosti pri domačih prašičih. Klinični znaki so zelo pomemben faktor za prepoznavanje bolezni, tako da je prav, da si tudi to znanje uslišimo. Irena, prosim. Hvala za besedo. Tako, jaz bom spregovorila o kliničnih znamenjih. Žal ni nekega specifičnega kliničnega znamenja, zaradi katerega bi lahko rekli, da gre, pa da je žival okužena z virusom afriške prašičje kuge. Kar nekaj je bolezni pri prašičih, ki imajo podobne klinične znake. Zdaj, kako dolgo običajno traja od začetka okužbe pa do prvih kliničnih znamenj? Običajno okoli 3 do 5 dni, literatura navaja od 3 do 21 dni. Kako dolgo običajno traja od prvih kliničnih znamenj pa do pogina živali? Okoli 5 dni, literatura navaja od 4 do 19 dni. Živali, oziroma pri okužbi z afriško prašičjo kugo, naj bi bila obolevnost oziroma naj bi nekje 40 do 85% živali obolelo. Ob prvem kontaktu nekje 30% živali. Z terenskimi raziskavami in za poskusi na živalih pa so dokazali, da zaradi nizke do zmerne prenosljivosti virusa afriške prašičje kuge se bolezen med prašiči v reji širi počasi, zlasti v začetnih fazah izbruha. Kaj to pomeni? Da so manjša gospodarstva v bistvu ugodnejša za zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge zaradi manjšega števila prašičev. Tam bomo prej opazili klinična znamenja in seveda tudi pogine živali, kot na neki večji farmi, kjer lahko virus neopaženo kroži tudi nekaj tednov, preden se recimo znatno poveča smrtnost in se posumi na afriško prašičjo kugo. Tukaj v razpredelnici vidite, da obdobje visokega tveganja za manjše farme, se pravi za reje z manj kot 50 živalmi, predstavlja 1 teden, se pravi virus je lahko prisoten na farmi 1 teden, preden nanj posumimo. V srednje velikih rejah nekje od 50 do 150 živali je to obdobje 2 do 3 tedne, v rejah z več kot 150 živalmi pa lahko celo 4 tedne ali več.
Afriška prašičja kuga poteka lahko v različnih oblikah. Ena od teh oblik je perakutna oblika, kjer se pojavi nenadna smrt živali, običajno gre za posamezne živali, z nekaj kliničnimi znamenji. Največkrat je prisotna povišana telesna temperatura, neješčnost, apatičnost, lahko tudi rdečina kože. Lahko pa se pojavi samo pogin živali, mogoče samo povišana telesna temperatura in potem, čemur recimo sledi smrt nekje od 1 do 4 dni po pojavu kliničnih znamenj. Pri akutni obliki je eno od prvih kliničnih znamenj povišana telesna temperatura, ta je precej visoka, nad 41 stopinj Celzija. Živali take so neješče, apatične, zdaj, če je več živali bolnih, potem ležijo takole skupaj, se držijo druga druge, da jih ne zebe. Prisotne so lahko tudi modrikaste sluznice, potem modro-vijolična, različno velika področja na koži in krvavitve po koži, zlasti na področju ušes, trebuha, bokov in nog. Prisoten je lahko tudi očesni in nosni izcedek. Na sliki vidite rdeče-modro obarvana področja kože, smo rekli, največkrat so spremenjena področja uhljev, repa, nog, prsnega koša, trebuha in zadnji del telesa. Pojavi se lahko tudi nekoordinirano gibanje, predvsem gre za zanašanje v zadnjem delu telesa, zaradi šibkosti zadnjih nog. Če živali preživijo nekaj dni, se lahko pojavi tudi tresenje mišic celega telesa in krči. Pri nekatere živali lahko bruhajo, pri nekaterih se pojavi zaprtje, čemur lahko sledi driska. Ta driska je lahko sluzava, lahko je krvava. V tem primeru bo področje okoli repa zamazano s krvavimi iztrebki. Na večjih farmah je lahko eni od prvih kliničnih znakov abortusi. Ti abortusi se pojavljajo v vseh fazah brejosti in so posledica povišane telesne temperature. V zadnji fazi bolezni se pojavi tudi lahko pohitreno težko dihanje in krvava pena iz nosu in ust, čemur potem sledi koma in smrt. Subakutna oblika se ponavadi pojavlja na endemično okuženih območjih, se pravi na območjih, kjer je virus že nekaj časa prisoten. Ima tudi daljši potek, nekje do 30 dni. Izmenično se pojavlja povišana telesna temperatura, živali so apatične, neješče, lahko imajo težave z dihanjem, s hojo zaradi oteklih sklepov. Spremembe se lahko pojavljajo tudi na koži, vendar so običajno bolj blage kot pri akutni obliki. Pojavljajo se predvsem hematomi in nekrotična področja in, kot vidite na sliki, predvsem na ušesih, prsnem košu, trebuhu in nogah. Možna je tudi kronična oblika, to je zelo redka oblika, vendar pa prašiči, ki preživijo kronično obliko, lahko izločajo virus potem celo življenje. Tudi potek bolezni je daljši, od 1 do 12 mesecev, lahko tudi še več. Pogoste pri kronični obliki so tudi še okužbe z drugimi bakterijskimi povzročitelji, tako da so recimo lahko prisotni tudi respiratorni klinični znaki. Tudi še vedno lahko najdemo spremembe, pikčaste krvavitve po koži, po ušesih, trebuhu, lahko se razširijo tudi naprej po telesu, ulcerirajo, nekrotizirajo. Telesna temperatura običajno ni povišana, če pa je zelo rahlo. Pojavljajo se lahko tudi bolečine v sklepih. Taki sklepi so otečeni, pojavlja se rdečina kože, lahko pa tudi nekrotične spremembe. Kar nekaj je takih bolezni, ki imajo podobne klinične znake kot afriška prašičja kuga. Ena od teh bolezni je klasična prašičja kuga, kjer res zelo težko tako klinične znake kot patoanatomske spremembe ločimo.
od afriške prašičje kuge, zato je tu res potrebna obvezna laboratorijska diagnostika. Je tudi nekaj bakterijskih bolezni, ki povzročajo podobne spremembe na koži, predvsem gre za obarvanja kože, recimo salmoneloza, pastereloza, tukaj vidite salmonelozo, odstavljenca za spremenjeno barvo ušes. Omenjena je bila tudi že rdečica, tudi pri tej bolezni se pojavlja povišana telesna temperatura in spremembe na koži, ki pa niso žal vedno tako lepe, kot recimo tukaj na sliki. Potem tudi cirkovirusne okužbe, ki povzročajo sindrom kožnega vnetja in odpovedi ledvic. Tudi tu lahko vidite na sliki take rdeče, modre spremembe po koži, ki jih seveda lahko zamenjamo za afriško prašičjo kugo. Potem tudi visoko patogeni sevi prašičjega reproduktivnega in respiratornega seva, sindroma in okužba z virusom bolezni Aujetskega. Tudi pri teh dveh boleznih se lahko pojavljajo spremembe v obarvanosti kože, lahko prihaja do zvrgavanj, pri bolezni Aujetskega lahko živali tudi bruhajo. Bruhanje se pa lahko pojavlja tudi pri nekaterih boleznih, ki povzročajo prebavne motnje, kot je recimo prašičja epidemična driska oziroma virusno vnetje želodca in črevesja. Na sliki vidite tudi eperitrozoonozo, kjer se pojavljajo tudi te pikčaste krvavitve po glavi in vratu. Podobno tudi zastrupitve s težkimi kovinami, zlasti recimo z bakrom, tudi tu so živali neješče in imajo krvavo blato. Kot vidite, je kar nekaj bolezni, ki imajo zelo podobna klinična znamenja, kot se pojavljajo pri afriški prašičji kugi, zato je seveda ob pojavu takih znamenj takoj potrebno poklicati veterinarja, zato da se ugotovi vzrok težav. Povedala bi še par stvari o biovarnosti, in sicer bi omenila 3 osnovna biovarnostna pravila. Prvo pravilo je: ne krmimo prašičev s pomijami. Povedali smo, da so predvsem problem mesni izdelki in meso. Virus je namreč izredno odporen in recimo v gnojev, ki lahko preživi 112 dni na 4 stopinjah oziroma 84 dni na 17 stopinjah, recimo v mesnih izdelkih, kot so pršut, šunka, do 300 dni, v zamrznenem mesu lahko tudi 1000 dni ali več. Tako da seveda vse meso oziroma mesni izdelki, ki so sumljivega izvora, nikakor ne sodijo v krmo prašičem. Potem preprečevanje kontakta med prašiči na farmi in divjimi prašiči oziroma z morebitnimi bolnimi domačimi prašiči. Seveda z divjimi prašiči najlažje preprečimo ta kontakt z ograjami oziroma dvojnimi ograjami. Kar se tiče domačih prašičev, pa seveda je potrebno vsak nov nakup prašičev oziroma vse novo nakupljene živali dati v nek prostor, izolatorni prostor, kjer se potem spremlja njihovo zdravstveno stanje. In seveda tretje osnovno pravilo: obvezno preoblačenje in preobuvanje pred vstopom in odhodom iz reje. To velja tako za rejce kot za veterinarje, kot tudi za morebitne obiskovalce. Živali, ki so okužene z virusom afriške prašičje kuge, izločajo virus z vsemi svojimi izločki in se seveda lahko ta virus prenese potem na obleki, na obutvi, ko recimo, če veterinar ali pa rejec gresta iz reje v rejo, da bi se pred tem preoblekla oziroma preobula. No, tukaj je ena taka skica, ki ponazarja, na kakšne načine se lahko virus afriške prašičje kuge vnese v rejo. Seveda velik faktor smo tukaj ljudje, tako da je res potrebno paziti. Smo že omenili, se pravi, ne krmiti pomij, redno preoblačanje, preobuvanje, in seveda ne smemo pozabiti tudi na prevozna sredstva.
Vsa prevozna sredstva, ki vstopajo v rejo, morajo biti očiščena, razkužena, prav tako tudi oprema, čista, razkužena, seveda se ne priporoča, da si rejci opremo sposojajo med seboj. No in za konec še ena takale skica farme, reje, kot vidite, obdana z ograjo. Potem pomembno je tudi, kako so speljane te transportne poti, se pravi, da vozilom ni potrebno vstopati na dvorišče, da je tako speljana nakladalna narava, odvoz gnojevke, tudi recimo prostor za kadavre, da je seveda čim bližje ograji. No, vidite tukaj tudi karantena, se pravi, en prostor namenjen za karanteno. Zdaj, najbolj idealno bi seveda bilo, če bi ta prostor bil kar nekaj stran, se pravi par kilometrov stran, vendar pa seveda manjše reje te možnosti nimajo, vsekakor pa je potreben, pa se priporoča en tak izolatorni prostor za novodošle prašiče. Toliko z moje strani, hvala za pozornost. Hvala lepa. Tako, da se vidimo. Vsem vprašamo, da kakšno vprašanje. Kakšno roke ni, v redu. Samo to, da vam povem, to se pravi, v tem sklopu izobraževanj imamo že 88 udeležencev, zjutraj smo jih imeli 100, ker je bila pač na 100 omejitev, tako da kar lepa udeležba. Bi pa prosila, če lahko nadaljujemo s klinično sliko pri divjih prašičih in predstavil bo prezentacijo profesor dr. Boris Nikolič. Hvala lepa za besedo, vsem en lep pozdrav. Na žalost vam ne morem dati zelo razčlenjene klinične slike pri divjih prašičih, tako kot ste to slišali pri domačih prašičih. Zavedati se morate, da prosto živeče živali pač živijo prosto v naravi in narava nas vsak dan pospremi s kakšnimi novimi presenečenji. Zdaj, večina kliničnih znakov izhaja iz divjih prašičev, ki so jih okužili v kontroliranih pogojih v laboratoriju, vendar pa se moramo zavedati, da v laboratoriju so boljši pogoji za prašiča in se klinični znaki kasneje pokaže tudi v mogoče bolj blagi obliki. V naravnem okolju pa se izvajajo stalni pritiski na divje prašiče in tam je potek bolezni nekoliko drugačen. Običajno poteka vse bolj intenzivno. Kljub temu izhaja iz držav, kjer so že se sreča z afriško prašičjo kugo pri divjih prašičih, nekaj slikic, nekaj filmčkov, ki jih bom danes pokazal, tako da bomo vsaj delno dobili neko predstavo, kako to izgleda. Zdaj, v naravnem okolju naj bi inkubacija trajala 5 do 15 dni. Za tiste, ki še ne veste, kaj je inkubacija, to je od obdobja okužbe do obdobja, ko se pokažejo prvi bolezenski znaki. In pri divjih prašičih je tak en prvi znak, da se živali pojavljajo ob nenavadnih dnevnih urah, da se živali ne bojijo človeka, da kažejo nenavadne znake, kot je to vrtenje, temu rečemo živčne znake, da jim odpoveduje zadnji del telesa. Zdaj, tisti, ki ste bili bolj pozorni, bi lahko videli zelo poudarjeno rdeče sluznice okoli oči. Pri tistih živalih, kjer je bolezen že bolj napredovala, vidimo sliko, kjer divji prašič izgublja pozornost na zunanje dražljaje. Sicer se v tem primeru še nekako odziva na prisotnost psa, vendar pa so poškodbe v organizmu tako hude, da enostavno ne more več odreagirati z begom, dvigovanjem, da bi se žival sama branila. Tako da v naravnem okolju lahko vidite, je možno to videti, različne oblike stanja teh živali, ampak v večini primerov bomo v naravnem okolju naredili napotine. To je najpomembnejši klinični znak, ki ga v večini primerov prvo opazili v naravi, kjer se pojavlja afriška prašičja kuga. Zdaj, bolezen prizadene kar veliko število prašičev. V tem primeru je na sliki so posamezni primeri. V naslednjem primeru na tej sliki pa je to
že masovni pogin, ko bolezen bolj prizadene populacijo, kjer lahko na enem hektarju, se pravi tam, kjer je velika populacija prašičev, najdemo tudi med 40 in 50 poginjenih živali. Že prej sem omenil, da v naravnem okolju ne poteka vedno, vedno tistega, kar teoretično piše, da bi mogli. To je presenetilo tudi naše hrvaške kolege, kjer pravzaprav niso naleteli prvo na pogine, ampak so najdli prvi primer pri povoženem divjem prašiču, ostala dva pa pri odstreljenih divjih prašičih z znaki bolezni. Se pravi, niso naleteli dejansko na poginjene divje prašiče, zato je treba biti zelo pozoren na spremembo v naravnem okolju, ali na pogine, ali pa na prašiče, ki kažejo nenormalno obnašanje. Zbolele naraščene temperature zelo hitro dehidrirajo, postanejo žejne, zato najdemo številne pogine ob vodnih virih. Zato je predvsem pri iskanju zelo pomembno, da se usmerimo na območja, kjer lahko pričakujemo večje število poginov, in v tem primeru je voda en tak, ali pa vodni vir en tak kraj, kjer lahko prvo naletimo na te naše pogine. Zaradi visoke temperature se tudi poveča število zvrgavanj, abortusov. Zdaj, abortuse v naravi težko najdemo, ker gre za material, ki zelo hitro razpada. Zdaj, če bi šlo to za masovne abortuse, bi verjetno tudi na to naleteli, vendar pa to je zelo hitro razgradljiv material in običajno boste prej naleteli na kakšne že bolj razvite poginjene mladiče ali pa odrasle posameznike, ki poginejo v prosti naravi. Prav tako se pri prašičih pojavlja rdečina na koži, pojavljajo se rdeče obarvane sluznice, se pravi hiperemija, polnokrvnost, vendar pa to v naravnem okolju zelo težko opazimo. Prašič ima zelo gosto dlako in to prikrije. Mogoče edino pri kronični obliki, ko se pojavljajo na koži nekroze, bi morda lahko od blizu ali pa z daljnogledom opazili nekatere spremembe na koži, in vse to nas lahko opozori, da se nekaj dogaja in moramo biti pozorni. Ko enkrat dobimo prašiča na sekcijo, oziroma če bi ga vi slučajno uplenili pa začeli čistiti, je tisto prvo, kar izstopa, so povečane bezgavke, marmorirano obarvane, tako kot na tej slikici, se pravi, vidite, kako se menjajo svetla mesta z temno rdečimi mesti. To zelo izstopa in to že pomeni, da gre za neko spremembo. Tisto, kar bo pa najbolj izstopalo, so pa pikčaste krvavitve ali pa rečemo točkaste krvavitve na različnih notranjih organih. Zelo so prizadeta pljuča, desno zgoraj, najdemo krvavitve v trebušni in pa prsni votlini. Zelo je prizadeto črevesje, tudi tu vidite, da je črevesje zelo rdeče obarvano, vse je polnokrvno, kar je značilno za afriško prašičjo kugo. Zelo izstopa povečana vranica, takoj, ko odprete trebušno votlino, vranica izstopa, nabita je s krvjo. Zopet pa v naravi ni nujno vedno taka oblika. Desno spodaj vidite normalno veliko vranico, vendar pa ob robovih lahko opazite take temne točke, temu rečemo infarkte, kar je pa tudi v določenem procentu prašičev se pokaže in je tudi to znak, da smo pozorni, ker je to znak za afriško prašičjo kugo. Velik problem nam predstavljajo kronično oboleli prašiči, o tem smo že slišali. Gre za prašiče, ki prebolijo tisto prvo fazo ali pa prvi cunami tega virusa. Gre za majčkeno bolj odporne prašiče, verjetno genetsko odporne, ki preživijo lahko to bolezen. Na tem filmčku lahko vidite pod smreko že poginjene divje prašiče, medtem ko ta mlajši prašič pobegne, ne opazimo nobenih kliničnih znakov. Problem teh prašičev pa je, da nosijo s sabo ogromno količino virusa, ki ga potem raznašajo na večje območje.
Saj v tem primeru je bil tudi ta prašič majčkeno kasneje oplenjen in je bil pozitiven. Tako da je treba biti tudi na te zadeve zelo pozoren. Predvsem pa je problem to, da pri kronično obolelih divjih prašičih ne najdemo v organizmu nobene spremembe. Lahko so nekroze na koži, lahko so nekroze na tonzilih oziroma vsi drugi znaki, ki sem jih prej omenil, manjkajo. In to nas lahko zelo hitro zavede in lahko postavimo napačno diagnozo. Tudi na te živali je treba biti zelo, zelo pozoren. Zdaj, ko govorimo danes bolj o lovstvu, pa vidim, da je ogromno lovcev z nami, se moramo zavedati, da v lovstvu obstajajo številne točke, kjer lahko pride v sistem virus in se širi naprej. Te točke probamo z različnimi ukrepi čim bolj zmanjšati oziroma probamo zmanjšati vstop virusa v državo, na rejo med divje prašiče oziroma skušamo to čim bolj zminimalizirati, da se zadeva ne začne širiti. V ta namen je bil sprejet zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih. Gre za zelo pomemben zakon, ki v prvem delu opisuje ukrepe za preprečevanje vnosa virusa, se pravi, to je zdaj ta trenutek, v katerem se trenutno nahajamo. V drugem delu pa opisuje ukrepe, ki se začnejo izvajati v primeru, da afriško prašičjo kugo v Sloveniji ugotovimo. Zdaj jaz bom izpostavil samo nekatere pomembnejše člene, ki so pomembni za ta trenutek. Predlagam pa vsem, da si ta zakon preberejo, ker je zelo pomemben za vse upravljavce lovišč, da se seznanijo, kaj vse morajo početi, da se virus ne bo razširil oziroma da preprečimo vnos virusa. Zdaj, eden od pomembnih členov je 4. člen, ki opisuje načrt ravnanja. Načrt ravnanja v loviščih s posebnim namenom, v lovskih družinah, opisuje postopke, recimo ob izvajanju lova, tako individualnega kot skupinskega, opisuje lov, kjer se uporabljajo psi, opisuje ravnanje z odstranjenimi divjimi prašiči, opisuje ravnanje z živalskimi stranskimi produkti in številne druge zadeve, ki so pomembne, da zopet preprečimo vnos ali pa kasneje širjenje virusa afriške prašičje kuge. Zelo pomemben je 10. člen, ki opisuje ukrepe, in sicer nujne ukrepe, ki se izvajajo za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, kjer opisuje prepoved selitve divjih prašičev iz ene lokacije na drugo, kjer opisuje intenzivnost odstrela divjih prašičev, prepoveduje in omejuje krmljenje na krmiščih, kako se ustrezno ravna z divjimi prašiči, predvsem pa tisto, kar smo danes že zelo poudarjali, to so biovarnostni ukrepi v zvezi z lovom. O tem bomo še govorili, zelo pomembna zadeva in bom rekel, edina zadeva, s katero lahko preprečimo vnos, širjenje in mogoče celo na koncu izkoreninimo bolezen. Ti biovarnostni ukrepi, kot sem omenil, so zelo pomembni. Ta isti zakon opisuje vse, kar se dogaja okoli čiščenja, razkuževanja. Vse, kar pride v stik s kužnim materialom, je potrebno razkuževati, se pravi, če smo v tem času z morebitnim okužnim materialom. Vodi se arhiv podatkov, kaj se dogaja v lovski družini, skratka vsakodnevno je treba zapisovati morebitne opažanja, spremembe, katera vozila recimo uporabljamo v lovišču, postopke kategorizacije živalskih stranskih produktov. Zelo pomembna je 5. točka, kjer piše, kako se prijavlja najdene poginjene divje prašiče, kar je še bolj poudarjeno v 15. členu tega zakona, ki pravi, da kdor najde v prosti naravi poginjenega ali pa povoženega divjega prašiča ali njegove dele, mora to obvezno prijaviti na regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112.
dati vse potrebne podatke, ki bojo omogočili veterinarski upravi, da deluje naprej, da obvesti veterinarsko-higiensko službo in da veterinarska higienska služba ne zgublja časa z iskanjem tega trupla, poskrbijo pa na koncu, da se to truplo ali deli trupel neškodljivo odpeljejo na pregled oziroma na uničenje. S tem bi jaz danes zaključil z mojim delom predavanja, da ne bom preveč suhoparen okoli tega zakona. Še enkrat poudarjam, da narava nas lahko vsak dan preseneti. Prvi klinični znak, ki ga bomo verjetno opazili, bo res pogin, ampak od hrvaških kolegov smo se naučili, da to ni res čisto nujno in lahko naletimo tudi na bolne in pa povožene prašiče, ki so že lahko poginjeni. Zelo pomembno je, da upoštevate biovarnostne ukrepe in si pridobimo še nekaj časa, morda za priprave, kljub temu, da se zelo intenzivno pripravljamo, oziroma da bomo pripravljeni, ko vstopi virus v našo državo. Hvala lepa. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Bomo kar nadaljevali. Doktor Ivan Toplak nam bo povedal nekaj o diagnostiki afriške prašičje kuge. Kot smo slišali, je kar nekaj tudi diferencialne diagnostike, tako da je zelo pomembno predvsem, da je diagnoza hitra, da čim prej začnemo izvajati ukrepe, v kolikor bi bilo potrebno. Tako da ja, doktor Toplak, lepo prosim za prezentacijo. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj tudi v mojem imenu. Diagnostika afriške prašičje kuge je izredno pomembna, namreč vsak primer afriške prašičje kuge, tako pri divjem prašiču oziroma pri domačem prašiču, mora biti potrjen v laboratoriju. Diagnostiko afriške prašičje kuge izvajamo v enem laboratoriju v Sloveniji, in sicer na Nacionalnem veterinarskem inštitutu Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, in sicer se ta diagnostika izvaja v posebnem laboratoriju biovarnosti stopnje 3, kjer seveda zagotavljamo vrhunsko diagnostiko, da lahko preiščemo poslane vzorce v preiskavo, prav tako seveda preprečujemo širjenje virusa iz samega laboratorija, namreč v primeru pojavov bolezni dobivamo vzorce iz različnih delov države in seveda si ne želimo, da bi se iz laboratorija potem širila bolezen naprej, kakorkoli. Diagnostiko afriške prašičje kuge se ukvarjamo oziroma jo uvajamo že vse od leta 2003 naprej, se pravi, od takrat smo vključeni v mednarodno medlaboratorijsko kontrolo, ki jo izvajamo vsako leto. Imamo akreditirane metode v našem laboratoriju in seveda lahko laboratorijsko diagnostiko izvedemo v celoti, se pravi od začetka do konca, do potrditve bolezni. Seveda je pa izredno pomembno, da dobimo vzorce v laboratorij. Kakor je bilo že večkrat povedano, se pravi, na podlagi postavitve suma, veterinarji odvzamemo vzorce, vzorci so poslani v laboratorij in seveda potem potrdimo ali uvržemo, ali je v vzorcu prisotna virus oziroma prisotna protitelesa in tako uvržemo oziroma potrdimo prisotnost bolezni. Torej, brez vzorcev tega enostavno ne moremo narediti. Seveda je pa ključno, da rejci dobro opazujejo svoje živali in vsak primer odstopanja, kakor je bilo predhodno povedano, oziroma pri divjih prašičih, da mi dobimo vzorce v laboratorij. Naj povem, samo trenutek. Naj povem, da se sam virus afriške prašičje kuge razmnožuje v krvi prašiča, domačega ali divjega prašiča. Torej, ko pride do okužbe, se virus namnožuje v krvi in sicer v makrofagih. To so pomembne celice imunskega sistema in seveda te celice potem predstavljajo imunskemu sistemu, se pravi makrofagi predstavljajo imunskemu sistemu antigene virusa afriške prašičje kuge, vendar je problem pri tej bolezni ta, da se virus prav v teh celicah razmnožuje in seveda tako hitro bolezen poteka, da v večini primerov praktično skoraj ne dobimo živali z protitelesi, ampak seveda prej živali poginejo. V primeru
bolnih živali oziroma poginjenih živali, vam bom v naslednjem povedal, kakšne vzorce dobimo v laboratoriju oziroma kakšne vzorce je potrebno odvzeti. Za dokazovanje prisotnosti virusa pri živi živali se odvzame vzorec polne krvi, se pravi krvi z antikoagulantom EDTA. Seveda veterinarji dobro vejo, da ne sme biti to heparinska kri, ker nas moti v sami diagnostiki, se pravi dobimo vzorec polne krvi ali dobimo pa serumski vzorec, omejeno diagnostiko bi lahko naredili tudi vzorec brisa oziroma katerega koli dela prašičev. Vendar moramo povedati, da je virus v krvi v največji količini prisoten in seveda ga želimo v laboratoriju dokazati v tistih vzorcih, kjer je največja količina virusa. To je polna kri in seveda potem organi, najpomembnejša je vranica, potem tonzile, bezgavke in ledvica. Za dokazovanje protiteles pa potrebujemo vzorec navadne krvi, se pravi dokazujemo iz seruma, lahko pa protitelesa dokažemo tudi v mesnem soku. Seveda smo zdaj, nevarnost pojava afriške prašičje kuge je velika in seveda ti vzorci, ki so poslani v laboratorij, morajo biti pravilno zapakirani. Mi govorimo o tako imenovani 3-slojni embalaži in ta 3-slojna embalaža seveda zagotavlja, da ne pride do kontaminacije okolja, seveda po poti, kamor vzorec potuje od pošiljatelja pa do laboratorija. Seveda ti vzorci, pošiljanje teh vzorcev mora potekati skupaj s spremno dokumentacijo, da lahko potem pripravimo poročilo o preiskavi. Naj povem, da je razumevanje diagnostike afriške prašičje kuge izjemno pomembna. Se pravi, kaj se dogaja prašiču, ko se okuži z virusom afriške prašičje. Pravi, najprej se virus vstopi v sam organizem prašiča na katerikoli način in potem se začne virus razvijati v krvi, količina virusa narašča in ta naraščanje se potem to velika količina virusa ostane v krvi, seveda, če prašič ne pogine, to celo 21 dni. V tem času, ko je velika količina virusa v krvi, seveda divji prašič ali pa domači prašič izloča z vsemi izločki velike količine virusa in seveda to so viri okužb za prašiče, ki se niso srečali z virusom. V tem času, seveda, kot je bilo predstavljeno, vidimo obolele oziroma poginjene prašiče. Nekako, če ti prašiči preživijo tam prve 3 tedne, potem začne virus padati in potem v krvi ugotavljamo nizke količine virusa. Seveda, te nizke količine virusa so še vedno dovolj velike količine, da povzročijo okužbo novega prašiča. Zato tukaj govorimo o tako imenovanih kroničnih prašičih, kakor je bilo že prej omenjeno, in seveda ti prašiči bodo prav tako povzročali okužbo in širili okužbo naprej. Nekako 7 dan po okužbi, seveda, če prašič naprej, potem bi prva prisotnost protiteles in protitelesa potem ostanejo v krvi tega prašiča do konca življenja, dokler živi. Vemo pa, da vsi oboleli prašiči z afriško prašičjo kugo na koncu poginejo. Največ teh poginulih prašičev, lahko govorimo vsi prašiči, ali več, okrog 95% prašičev, se pravi pogine v starosti nekako od 5 do 10 dni, nekako tudi do 14. dneva praktično vseh 95% prašičev, ki se jih je okužilo, dejansko vidimo, da so že poginjeni. Seveda so pa ti preživeli prašiči, se pravi ta 5% prašičev ali pa celo nekoliko nižji odstotek teh preživelih prašičev so posebej problematični zaradi kronične okužbe, se pravi okužba naprej. V njihovi krvi, seveda, kot sem že povedal, ugotovimo prisotnost protiteles. Kar se tiče laboratorijske diagnostike afriške prašičje kuge, to je posebno nevarna kužna bolezen. Vsak sum oziroma, kakor smo povedali že prej, vsak poginjenega prašiča je sedaj lahko sumljiv na afriško prašičjo kugo. Ko vzamemo vzorce krvi oziroma vzorce organov na terenu, potem pridejo ti vzorci v laboratoriju in sledi preiskava v glavnem na prisotnost virusa z metodo PCR v realnem času oziroma na prisotnost protiteles. Vkolikor je preiskava ena ali druga seveda negativna, preiskavo zaključimo. Seveda pa, vkolikor pride do pozitivnega primera ali na prisotnost virusa ali na prisotnost protiteles, namreč kako je bilo povedano, nimamo cepiva, se pravi, dokaz protiteles že pomeni tudi okužbo, potem je potrebno izvesti tako imenovano potrditveno metodo, v tem primeru z imuniziranim testom, oziroma z drugo PCR v realnem času, in vkolikor je ponovno rezultat pozitiven, seveda je to potrjen primer. Vsekakor pa moramo prvi primer poslati na potrditev v evropski referenčnik, vkolikor bomo imeli potrjeno v nadaljevanju, seveda bomo testirali vzorce in že prej pomeni pozitiven rezultat in ukrepe na terenu. Za dokazovanje virusa afriške prašičje kuge lahko seveda uporabimo različne vzorce, kakor je tukaj navedeno, različne bezgavke, brisa in druge stvari, vendar je v začetku sedaj, ko še nimamo bolezni, izredno pomembno, da dobimo najboljše vzorce v laboratoriji, se pravi, kjer lahko določimo najmanjšo količino, že najmanjšo količino virusa. In seveda to so vzorci polne krvi in vzorci vranice. Zato seveda ti vzorci so obvezno ob vsakem sumu oziroma primeru pogina, da so poslani v laboratorij. Vidimo pa v določenem obsegu, da lahko uporabljali tudi vzorce brisa. In seveda ti vzorci brisov, moramo vedeti, da so različne vrste vzorcev brisov, je odvisno, koliko virusa bomo ugotovili, no vidimo pa največje količine virusa ugotovimo v vzorcih polne krvi.
Diagnostika afriške prašičje kuge pri divjih prašičih je lahko mogoče kompleksnejša, vendar se lahko prav tako pri domačih prašičih pojavljajo različni primeri, ko imamo ugotovljeno prisotnost virusa oziroma prisotnost protiteles. Vidimo sedaj, da imamo naše sosednje države, od naših 4 sosednjih držav samo še eno vrsto bolezni. Vidimo situacijo, kako se hitro razvija na Hrvaškem, pri domačih prašičih in seveda posebej zaskrbljujoče stanje pri divjih prašičih, kjer bo bolezen veliko težje nadzorovati, in vidimo endemsko okužena področja, to pomeni Madžarske in Italije, se pravi endemsko okužena območja pomeni, da je bolezen že dalj časa prisotna in seveda se nekako bolezen počasi širi naprej. Smo trenutno v regiji z visokim tveganjem, zato je v primeru ugotovitve pozitivnega primera seveda lahko pričakujemo različne rezultate diagnostičnih preiskav. Te rezultate nam seveda pomagajo tudi pri razumevanju same situacije na terenu. Namreč, če mi že ugotovimo protitelesa pri prašiču, domačem ali divjem, to pomeni, da je okužba že najmanj en teden v reji, to pomeni nekako zamejeno obdobje. Če ugotovimo kronično okuženega prašiča, na podlagi tega lahko sklepamo, da okužba že mogoče poteka en mesec na terenu, kar je izredno pomembno za sprejemanje prihodnjih ukrepov, seveda za obvladovanje bolezni. Naj povem še to, kar je bilo že predhodno poudarjeno tudi, da seveda bi se želeli, da je ta ugotovitev bolezni od vnosa bolezni v rejo domačih prašičev ali med divje prašiče, da je obdobje čim krajše. V realnosti je pa tako, da običajno poteče 2 tedna do 3 tedne ali celo več in seveda v tem času, vkolikor seveda biovarnostni ukrepi niso spoštovani in se seveda dogaja vse kakor v normalnem času, takrat se lahko bolezen raznese naprej. Zato je to, kar je bilo poudarjeno, biovarnostni ukrepi moramo trenutno dvigniti na najvišji nivo, da bi preprečili širjenje okužbe, dokler seveda še bolezni nismo ugotovili. Vemo tudi, kako se sama bolezen evolucijsko razvija naprej, namreč ob prvem vnosu v samo regijo, pravi, kakor zdaj pričakujemo tudi vnos enkrat v Sloveniji, bomo ugotovili visoko smrtnost in kakor je za to bolezen značilno, vidimo nadaljnje širjenje bolezni. Običajno, seveda bi se želeli, da bi te prve primere ali pa prvi primer zaustavili, bolezen izkoreninili in seveda ne bi prišlo do nadaljnjega širjenja bolezni. Žal se pri tej bolezni običajno to ne zgodi in bolezen se širi v nove reje. Vidimo zdaj v 3 tednih praktično na Hrvaškem številne izbruhe v reji domačih prašičev in seveda pri divjih prašičih, kar pomeni, da imamo 2 problema, ne samo pri domačih prašičih, ampak tudi pri divjih prašičih bolezen. Ko se bolezen nekaj časa zadržuje, preide tako imenovano endemsko fazo. Vidimo zdaj, da imamo že v Italiji določena območja, tako imenovani endemski fazi, kjer se stalno pojavlja bolezen, Madžarska, in seveda izgleda, da bo podobno kakor v Srbiji tudi na Hrvaškem to bolezen prišla v endemsko fazo bolezni, se pravi stalno, da se bo pojavila vsaj nekaj časa. Takrat se pojavljajo znaki kliničnih, že opisanih, v bistveno večjem širokem spektru kliničnih znakov. Bolezen je težje prepoznavati, vendar bolezen se vedno kaže z visoko smrtnostjo, torej 95% prašičev vseh ali domačih ali divjih bo ne glede na to endemsko fazo še zmeraj poginilo. Tisti prašiči, ki preživijo, kakor sem že poudaril, več kot en mesec, so tako imenovani kronično okuženi prebolevniki. Pri teh ugotovimo protitelesa proti afriški prašičji kugi, kar je diagnostično izredno pomemben podatek, hkrati so pa ti prašiči tudi nosilci virusa. In že najmanjša količina virusa, ki jo lahko ugotovimo, je lahko prisotna pri teh prašičih in ti prašilci potem, seveda posebej, če se to zgodi pri divjih prašičih, trosijo virus okrog in povzročajo nove in nove okužbe prašičev, seveda nove in nove pogine. To pomeni tudi nevarnost za širjenje tega območja, kjer je okuženo območje, v nove regije in tako seveda se lahko bolezen preko Hrvaške zelo približa tudi Sloveniji oziroma vstopi v Slovenijo na ta način. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost in če bo kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril. Še enkrat naj poudarim, vzorci morajo priti v naš laboratorij. Se pravi, ne se bojiti postaviti suma na bolezen pri domačih oziroma pri divjih prašičih. Pomembno je, da so vzorci odvzetih in da vzorci pridejo v laboratorij, tako bomo lahko prihodnje si prihranili številne težave in seveda upam, da bomo bolezen izkoreninili v začetni fazi in potem v nadaljevanju nekoliko mirneje spali. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa mislim, da smo že v zaključnem delu, to se pravi, imamo samo še eno predavanje, tako da malo pogledam med tem časom, če imate kakšno vprašanja na chatu.
zdaj ne bilo roke, tudi nima nihče, tako da pravzaprav mi lahko naredimo eno zaključno kratko predavanje glede biovarnosti. Torej, kar se tiče biovarnosti, seveda smo že veliko slišali, še bomo slišali, ker je to pravzaprav osnova vsega, kar lahko preventivno naredimo za preprečevanje bolezni. Torej, ta znani rek, bolje preprečiti kot zdraviti, je nekako velja. Zdaj bom pa jaz sam takala, tako, no, zdaj gremo lahko že kar naprej, ker smo tale rek že povedali. Skratka, biovarnost je sistem postopkov za preprečevanje oziroma za zmanjševanje tveganja za vnos bolezni. To je pravzaprav nekako taka znana lekcija. Veliko se o tem govori, veliko se o tem piše. Seveda, zdaj pojavlja se pa vprašanje, kdo je pravzaprav tisti, ki je najbolj odgovoren za biovarnost. Zdaj, biovarnost je pravzaprav en tak širok pojem. Lahko govorimo o biovarnosti v reji, lahko govorimo o biovarnosti v prevozu, pri zakolu, skratka, biovarnosti je več. V vsakem primeru pa, če se osredotočimo na reje prašičev, poleg tega, da je na splošna dikcija, da moramo pravzaprav, da ima vsakdo dolžnost varovanja živali in ljudi pred boleznimi in okužbami, torej to je povzetek iz Zakona o veterinarskih merilih skladnosti. Imamo pa še potem posebej zakonodajo, kot je na primer pravilnik o živalih, kjer so o boleznih živalih, kjer so navedeni ukrepi, ki jih mora izvajati imetnik živali. Torej smo pri imetniku živali, ki je pravzaprav prvi in edini odgovoren za svoje živali in za njihovo zdravstveno stanje. O tem govori tudi uredba pravila o zdravju živali, to je relativno novejša zakonodaja in v 10. členu jasno napiše, da je biovarnost odgovornost izvajalcev dejavnosti. Torej, vsi pravzaprav moramo, ki smo vključeni v kakršnekoli akcije okrog priprav na kugo ali pa na kakšno drugo bolezen, vsi nekako sodelujemo, pomagamo pri tem svetu, ampak odgovornost je pa vsa na ramenih rejca, ki mora pač poskrbeti za biovarnost v svoji reji. Zdaj, kako poskrbi za biovarnost? Ja. Zelo pravzaprav bi radi izpostavili to, da to ni nek sašen zalogaj, enostavno je treba svojo rejo, svoja posestva oziroma svoje objekte in ugotoviti, kje so zdaj tiste kritične točke, ki bi lahko predstavljale težavo oziroma ki bi bile lahko vstopne točke za prenos bolezni. Ja, seveda, bolezen se lahko prenaša na veliko načinov, ampak če vemo tisto osnovo, to se pravi človeški faktor, faktor živali, ki prihajajo od zunaj, faktor prevoznih sredstev, skratka faktor tukaj, kot vidimo, nakup živali, udeležbe na sejmih, skupni pašniki, križanje poti vozil, torej z tistimi, ki določene stvari pripeljajo na gospodarstvo. To so take kritične točke in tega se je treba zavedati in te kritične točke je treba kritično obdelati, zato da se potem odločiš, kaj boš naredil na preventivi. Prav tako kot sam doživljam, je treba tudi kadavre ustrezno zaščititi, da ne pride do... Jaz se opravičujem, sam predlagam, da izklopite mikrofone, zato ker se sem pa tja kdaj koga sliši, pa bom dala besedo potem na koncu. Skratka, kadavre zaščititi potem pomeni obiskov raznih, od sorodnikov, nenazadnje deležnikov, do tistih, ki karkoli opravljajo na gospodarstvu. Skratka, treba je vedeti,
koga imaš na obisku in kako ga boš zaščitil, da ne bo prinesel bolezni na tvoje živali. In pa seveda nadzor nad insekti, glodavci. Skratka, vsemi, ki bi lahko od odzunaj prišli v rejo. Zdaj, mogoče še nekaj takih, kako bi rekla, miselnih idej, ki se potem seveda lahko ustrezno porabijo, odvisno od lokacije, odvisno od reje, odvisno od tega, katere vrste živali ima in tako dalje. Skratka, ko govorimo o afriški prašičji kugi, nekako priporočamo, da je gospodarstvo ograjeno. V primeru, da imamo prašiče spuščene, govorimo o dvojni ograji. Zakaj? Zato, da res ne pride do stika divjih pa domačih prašičev. Potem zelo ustrezen biovarnostni ukrep je izolacija oziroma karantena za določen čas za tiste živali, ki od nekje prihajajo. Potem imamo tukaj nekaj ukrepov, ki se nanašajo na dobrobit živali, postopke z gnojem, gnojnico, čiščenje, razkuževanje, preprečevanje stika z drugimi živalmi, kot smo že omenili. Skratka, to so taki osnovni ukrepi. In potem, če pogledamo še nekaj idej iz prakse, recimo pri vstopu ljudi je pomembno, da če je dvojna ograja, pa so enojna vrata, da se ta vrata tudi zapirajo. Pri desbarieri je pomembno, da je desbariera napolnjena z nečim, da je razkužilo noter, potem tudi razkuževanje rok, maske, rokavice, obleka, posebna, s katero dostopajo ljudje med živali. To so pravzaprav take osnovne stvari, za katere je seveda pa odgovoren rejec. Potem tudi, kar se tiče vstopa vozil, smo že rekli nekaj besed. Smiselno je tudi voditi evidenco, zato ker če bi do česa prišlo, nam rekla prva stvar, ampak ta tretja stvar, ki bo vas vprašal tisti, ki bo delal po izvedbo epizootiološko, bo vprašanje, kdaj je bil sosed pri vas, kdaj so vam pripeljali krmo, ne vem, kdaj je bila opravljena zadnja dezinfekcija. Včasih si človek predstavlja, da si bo to zapomnil, pa je vseeno smiselno, da si napiše, da ima te podatke vedno pri roki, zato ker v primeru, da poskušamo izslediti izvor bolezni, so to pravzaprav najpogostejša vprašanja. Mogoče bi omenila še, kar se tiče delavcev. Tukaj imamo napisano tudi, da ne smejo imeti delavci, ali pa da ni priporočljivo, da imajo delavci doma prašiče. Tisti, ki delajo na farmi z prašiči, to je en tak smiselen ukrep, absolutno. Zdaj, seveda, za tiste gospodarstva, kjer krogu z družine, to ni tako pomembno, za tiste, ki imajo pa zaposlene ali pa celo delavce iz drugih držav, da jim pomagajo oziroma da delajo na farmi, je pa to zelo, zelo priporočljivo in zelo pomembno. Na prejšnjem izobraževanju so tudi opozorili strani Kmetijsko-gozdarske zbornice o navodilu 72 ur neobiskovanja rej s prašiči, v kolikor bi bilo seveda to potrebno. Tako da ja, kar nekaj je teh biovarnostnih ukrepov. In zdaj mogoče samo še to povem, mi smo pripravili pravilnik o biovarnosti, osnutek pravilnika, dobro, enkrat smo ga že poskušali objaviti, pa ni šlo, pa bomo zdaj poskušali ponovno, ker se nam zdi to strašno smiselno, da pride biovarnost v zakonodajo. Sej smernice pa priporočila, pa to je zelo v redu, samo glede na situacijo, kakršna je verjetno smiselno, da damo to v zakonodajo. In tam v pravilniku je tudi načrt biovarnosti.
Jaz bi rada samo poudarila, da ta načrt biovarnosti ni nobena strašna reč, ampak gre enostavno za to, da vsak na svojem gospodarstvu identificira, določi te kritične točke in potem vsi vedo, da je, ne vem, tam odzadaj, ki je ograja polomljena za ono štalo, ker ni noben šel že nekaj časa, da tam odzad pa je kritična točka za vstop. Zdaj bomo ograjo popravili, bomo kaj drugega naredili, ampak važen je začetek, da se ve, kje so te kritične točke, da se to nekam zapiše, da vsi, ki delajo s temi živalmi, vedo in se ravnajo po istem protokolu. To je vse, za kar pravzaprav gre pri tej stvari. Zdaj seveda, ti biološki varnostni ukrepi so odvisni tudi od stanja bolezni oziroma zdravstvenega stanja na določenem območju. Če nimamo izbruhov bolezni, potem to ne pomeni, da ne izvajamo biovarnosti. To pomeni, da izvajamo to osnovno biovarnost, torej preobuvanje, preoblačenje, roke, to se pravi razkuževalna bariera, redno odstranjevanje trupov, karantena pri novo nabavljenih živalih, evidenca obiskovalcev. Take stvari so pravzaprav rutina. V primeru, da bomo pa res imeli kakšno težavo, da bo prišlo do izbruha bolezni, potem se bodo pa pač določene stvari mogle tudi nekoliko pospešiti oziroma dvigati nivo biovarnosti. Zdaj imamo tukaj tole priporočilo glede dvojne ograje. Zdaj, ja, dvojna ograja je zelo, zelo smiselna. Seveda, kot sem prej rekla, če ne pozabiš odprtih vrat. Teh meril ali pa, kako bi rekla, nekako tehničnih pogojev je veliko, ampak to zdaj ni nek recept, to je samo en od primerov, ampak ko razmišljamo o tem, vseeno je prav, da vemo, da mora biti dovolj visoka, ker prašiči skačejo, da mora biti dovolj globoka, ker prašiči kopljejo, da je tudi dovolj trdna, ker so prašiči kar močni. Take stvari, no. Pa seveda nenazadnje v praksi se je pokazalo, da je zelo pomemben nadzor oziroma da je treba odstranjevati to vegetacijo, ki nastane med prvo in drugo ograjo zaradi možnosti ugotavljanja napak, to se pravi poškodb, lukenj in tako naprej. Tako da to so kar take pomembne stvari. Zdaj tukaj le ena skica, pa mislim, da ste to sliko verjetno že vsi videli. Zdaj, kar se samega ozaveščanja, obveščanja tiče, smo že v prejšnjem predavanju, v prvem predavanju veliko slišali. Jaz bi samo še enkrat poudarila, kolikor vas kaj zanima, spletna stran Afriška prašičja kuga, kolikor potrebujete informativni material, ni problema, pokličite nas, bomo se dogovorili. Če bo zmanjkalo, bomo še enkrat naročili. Imamo tudi plakate za delavce iz drugih republik, iz drugih držav, ki včasih pridejo k nam na pomoč pri obiranju sadja, hmelja, ne vem, razna druga dela. Tako da, če to potrebujete, prav tako želimo, da se obrnete na nas. Kaj smo pa že vse naredili glede obveščanja, ste pa že slišali. Zdaj, nam se zdi pravzaprav zelo pomembno tale slikca, ki je nenazadnje tudi zelo simpatična, ampak bolj pomemben je napis: opazujte vaše živali. Vsako spremembo zdravstvenega stanja takoj sporočite veterinarju. To je pravzaprav nekako sporočilo tega, za zaključek sporočila vseh teh apelov, ki smo jih naslovili na vas glede biovarnosti. Zdaj imamo pa samo še 2 stavka o postopkih rejca, veterinarja, lovca. Mislim, da ni bilo nobenega med predavatelji, ki ne bi omenil, kako pomembno je, da sporočimo, da svetujemo, da izobražujemo. In pravzaprav to je vsa zgodba, ki bi jo tudi vam radi povedali.
odnos rejec-veterinar je zelo pomemben. Zakaj? Ker rejec je pravzaprav tisti, ki bo začel vso zgodbo. Torej, rejec mora obvestiti veterinarja, da se nekaj dogaja in da potem lahko se razvija naprej diagnostika. Rejec je tudi odgovoren za biovarnost in seveda, kot sem že rekla, za prijavljanje vsakega prašiča, ki kaže znake bolezni, težave pri porodu, če jih ima borc, in pogine. Ne smemo, mi imamo izredno dobro organizirano VHS službo, tako da je prav, da se poslužujemo tega in da se kadavri sproti odvažajo. Seveda lovec, kot smo slišali, biovarnost za lovce je tudi zelo, zelo pomembna in nenazadnje tudi smo prepričani, da lovci to vedo in to tudi uporabljajo. Zdaj sploh, ko nekateri lovci odhajajo tudi v tujino, tudi na področje ali pa blizu področje, kjer je kuga, tako da res apeliram na vse, pazite na našo prašičerejo. In seveda pomembna je prijava vsakega pogina ali povoza ali nenormalnega obnašanja. Skratka, zelo velika odgovornost. Jaz moram reči, da lovci vedo, so seznanjeni, sami se informirajo in moram reči, da z njimi izredno dobro sodelujemo, so pa zelo pomemben faktor pri preprečevanju in pa pri zatiranju kuge. In potem nazadnje tukaj še veterinar. Veterinar je tisti, ki bo prijavil sum. In to je zelo pomembno, pri nas deluje ta številka 24/7 dežurna, kamor lahko veterinar sum prijavi in to je zelo pomembno, da to naredi takoj, ko se mu zdi, da bi bilo potrebno. Prav tako rabimo biovarnost, potem zgodnje odkrivanje bolezni na način, da se vzamejo vzorci za to, da se bolezen izključi. Tako da, ja, da ne bomo se res preveč ponavljali, samo sami moramo poskrbeti za svoje reje, sami moramo poskrbeti za svoje živali. Nihče nam ne bo, ne vem koliko pomagal in zato je prav, da sodelujemo, prav je, da slišimo tudi vaš odziv, če se vam zdi, da smo še kaj pozabili, da je treba še kaj dodati in tako naprej. Skratka, jaz vam tukaj zdaj na tem mestu zahvaljujem, ker ste nas 1 uro poslušali.